Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Spletni časopis Petra Jančiča je objavil šokantno raziskavo o tem, kako je samo v 3 letih neznano kam izginilo 250 000 volivcev. Matej, zakaj natanko gre? Tukaj na grafu se lepo vidi, kako je leta 2011 na predčasne volitve prišlo dober 1.120.000 volivcev. 3 leta kasneje pa samo še 886.000, torej 250 000 manj. No dobro, in kje so zdaj ti ljudje? Tega ta trenutek nihče ne ve. Kako? Nihče ne ve, kam je izginila množica 250 000 ljudi. Ja, obstaja nekaj teorij, dejansko pa nihče ne more z gotovostjo trditi, kam so ti ljudje poniknili. No, izgubo svojih volivcev že nekaj časa opažajo v 2 najstarejših parlamentarnih strankah. Poglejmo najprej, kaj je za bučke povedal predsednik SDS-a. Veste, 250 000 volivcev je ogromen politični kapital, s tem se v Sloveniji dobi volitve. Dejstvo je, da v SDS že vse od leta 2008 naprej pogrešamo okoli 115 000 naših volivcev in simpatizerjev. Zato se upravičeno sprašujemo, kje so ti ljudje, kam so zginili. So jih ugrabili tisti, ki so nam ukradli državo? Verjamem, da strici iz ozadja in njihova globoka država poznajo odgovore na ta vprašanja. Poiskali smo nekaj upokojenih politikov, na katere je s prstom pokazal Janša, a nihče od njih ni bil pretirano zgovoren. Poglejmo. Trpim. Kako komentirate Janšo? Nesramen, da je to malo noro. A mu boste to povedati? Valjda. Gospod Kučan, lahko eno izjavo, zakaj tako pihate? Vi ste in hlod. Ne, bi so z RTV-a. RTV Slovenija. Ja, to je breztežnostna televizija. Kam je po vaše izginilo 250 000 volivcev? Mogoče zašli na Eurovizijo, moram se obleči, že ne bom premražen. Ne, Živijo, pozdravljene. vi ste tak fejst. Enako, lep pasnik. Ne, to je moj mož. Ja. Da bi bila zmeda še večja, se je oglasila tudi stranka SD, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da naj bi se od leta 2008 pa do leta 2014 izgubile kar 260 000 volivcev, za katerimi sicer obstaja sled, niso jih pa še našli. Bili smo najmočnejša stranka v državi, potem so nas zapustili. Na srečo imamo odlične strokovnjake, ki obvladajo masovna gibanja, zato smo jim hitro prišli na sled. Kaj to pomeni? Približno vemo, kje so, niti približno pa ne vemo, kako jih prepričati, da pridejo nazaj. Trenutno preiskujemo pa celo Slovenijo zelo natančno. Sicer jih nismo še našli, ampak jih bomo. Druge stranke zaenkrat še niso prijavile pogrešenih. Matej, od prvotnega odkritja, da je izginilo 250 000 ljudi, smo zdaj že na številki 385 000. Kako to? Ja, to je skupno število izginulih, ki ste jih naračunali SDS in SD. Ampak med njima je ena velika razlika. Pri volivcih SD-a namreč obstaja sled. Tukaj na grafu se lepo vidi, da so leta 2011 bili pri Jankoviću in 3 leta kasneje pri Cerarju. Zdaj pa se sumi, da so že nekje v bližini Šarca. No dobro, za njih vsaj vemo, kje so. Kaj pa pogrešani Janševi volivci? Je o njih že kaj več znanega? Žal ne, za njimi se je do danes izgubila vsaka sled. Matej, hvala za te izčrpne informacije. Sinoči smo v Cankarjevem domu dobili novo politično stranko. Skupina uglednih direktorjev, menedžerjev in podjetnikov je ustanovila stranko kapitala in sponzorjev. Predsednik Robert Golob je v svojem nagovoru povedal, da imajo direktorji dovolj žicanja za razne donacije. Če zmagajo na volitvah, bodo podpirali samo še projekte, ki jih je vredno podpreti, ne pa tudi tiste, ki so jih do zdaj morali po tako imenovani politični liniji. Poglejmo, kako so se zabavali po kongresu. Misliš, da me je videla? Ne! Zdaj hitro stisnem še eno fotko tam na te ritke. Da živijo! Aj, Da pusti, boste da lepo snemajo. poročali v nas, a ne? No. Bože vas. Da? Zdaj smo mi lastniki vsega. Ja, točno tako. A z avtom? Zarigavam sem tale kazni. A kap si? Ne. Ker če so redarji? Sam z menzokijem. A si videla, da je bil kaj kle? Ti, mi zdaj pišemo Ja, program. samo denar je bistvo. Pa misliš, da rabimo še kaj drugega? Ne. Kako? Uspel nam je, Danes končen. gledaš, ne? Hvala ti tudi. Enkrat te povabil, Deme, ja, deme. lahko bi šla na Ja. kakšno pijačko, recimo. Čakaj, moramo se zmeniti zdaj pezam. Samej, Čo? Hej, Samej. dajte mi nekaj povedati. Zakaj nismo radi kupili ene stranke, a ne bilo cene, ne? Kaj ti misliš?
Zakaj? A imaš kakšne ponudbe? Lahko se pozanimam, ne, ful je variant, ne. Ful je variant. Ogromen. A ti si tista, ki pobija Ja, črne? jaz sem ta. Koliko imam? Vsak da par 10 jurjev, tok da zalaufamo. In bolj, ko se je začel, sem jaz to narazen vleku vse in ven pa padal mali proteusi. A veste, ker breja človeška ribica ne more sama odpreti porodnega kanala in ker smo trenutno brez samcev, sem mogel jaz to narediti. Jaz ti sam povem, odkar se pri tebi grejem, je ful cenej. Hvala. Hej, Robert. Kaj si pa ti tukaj? Hej, tukaj sem, če me boš kaj rabo. Nisem slišal vprašanja, Pratan. Lej, par stvari se je treba zmeniti. Samo tu ne bo šlo, ker so kamere, tako da je treba iti drugam, da nas ne slišaj, pojmo mater. Ja, če cesto imam pisarno. Čau. Hej, čau. Mua. Mua, Mua. mua, Mua. mua. Kaj pa ti tle, a? Jaz sem nova sekretarka stranke, a ne veš, ne? Ma hudo, čestitam, ej. Vsaka zgodba o uspehu je vedno zgrajena iz kapitalskih prvin. Ja, ne vem, kdo je te ljudi povabil, to so eni navadni tajkuni, lopovi, tako rekoč. Ne mislim... Svirbo! O, punčke, obročena napte prevoz? Ne vem še. Domov ali še ostajate z nami? Bova kar taksi vzeli. Pred parlamentarno komisijo za nadzor črnih lukenj, ki jo vodi Anže Logar, je pričal ljubljanski župan Zoran Janković, sicer dober poznavalec vesolja. Poglejmo, kaj sta novega odkrila. To je kot črna luknja, kar zgleda noč in kol ne vrne. Vi se morate malo izobraziti. Zdaj so nove teorije drugačne, to veste. Vi dajte to malo preštudirati. Gli sem prebral knjigo Kratko zgodovino časa Stephena Hawkinga. Zdaj, to vprašanje, če bi ga jaz zastavil, ne, kakšna je energija, ne, ki pade v luknjo, ne, da to nimate odgovoru, ne. Tako da tle lahko gremo do konca. Jaz mislim, da je imel Hawking prav. Vi verjamete, vi torej mislite še vedno, da črne luknje obstajajo. Seveda ne. Kljub temu, da je on sam zanikal njihov obstoj, kljub temu, da je objavil študijo. Ni on zanikal obstoja črnih lukenj, ne. Še kaj povedal, ne. Tisto, ki je on povedal, oziroma da definiral, je tako imenovano dogodkovno obzorje in je dokazal, da ne obstaja, ne. Tako da jaz sem sam o tem razmišljal, ne. Bral sem tudi Priskila in Bekensteina, tako da o tem lahko govorijo kakor čvan. Kljub temu, da na Harvardu preverjajo nove teorije, da stara še ni potrjena. Želim ji vso srečo, ne. Tako da... Vam tudi. Hvala. Kako pa odgovarjate na to, da še vedno ni dokazano tudi Hawkingovo sevanje? No, robe sprašujete, ker gospod Logar, najprej se moramo res razumeti. Jaz sem postavil teorijo in jo dokazujem. In če bi da verjamete, ni problema, ne zaberem, lahko grem. Ker sploh ne poslušate. Evo, zdaj v best naročate kavo, da mesto, da bi mene poslušal. Jaz izhajam iz Einsteina, jaz izhajam iz Snyderja, jaz sem prebral študije, ki jih vidim, kot da boste. Z veseljem vam razložim, poslušajte me, kaj govorim. Torej, po vaše se moti tudi vsa kvantna teorija. Jaz bi rekel drugače. Gre za paradoks, ne, poglejte, če imamo vzporeda vesolja in je teh vesolj skočen. Potem bo med njimi dojno obstajalo tudi vesolje, za katero bo veljalo, da vzporednih vesolj nima in tukaj teorija naredi izjemo. Za nas je glavno vprašanje zdaj, v katerem vesolju sploh smo. To ni jasno. Torej mislite, da so črne luknje paralelna vesolja? To nisem rekel. Ampak, če se vesolje širi, se vprašamo, kaj je bilo tam prej. To moramo odgovoriti. In jaz še vedno trdim, da ta teorija, da iz črne luknje nič ne pride, da je to najboljša razlaga. Tik pred črno luknjo na Rimski cesti v središču naše galaksije je zdaj kolegica Latoja. Čau, Slavko! Se že ve, kdaj in kako je nastala ta luknja? Točnih informacij nimam. Po eni varianti naj bi se pojavila 800 milijonov let po velikem poku, po drugi pa naj bi se udrlo včeraj po noči. In v kateri teoriji se bolj nagibaš? Najprej sem bila prepričana, da je ta luknja od sinoči, ker sicer tu okoli ne bi bilo toliko gasilcev, policije in radovednežev, no, ampak potem, ko so mi ljudje, ki živijo v neposredni bližini, povedali, da je pred nastankom luknje nekaj hudo počilo, se zdaj bolj nagibam k teoriji, da je ta črna luknja nastala po velikem poku. No in kaj zdaj? Jo mislijo zakrpati?
Ne vem, kako jo bodo zakrpali, ko pa se ve, da te luknje pogoltnajo vse živo, pa še vedno ni dovolj. No, pred leti smo davkoplačevalci eno podobno luknjo že uspešno sanirali. To je res, ampak ne predstavljam si, da bi v to luknjo še enkrat vrgli 5 milijard. Je pa tista luknja, ki jo omenjaš, nedvomno potrdila Hawkingovo hipotezo o obstoju vzporednih svetov. Pa tudi njegovo teorijo, da v črni luknji poniknejo vse informacije. Latoja, hvala za te izčrpne pojasnila in ne pozabi, da ima tista luknja močno gravitacijo. Ups, pa res. Zdaj pa nekaj, kar sodi v rubriko Ali je to mogoče? Vemo, da so pravila pri opravljanju tekočih poslov vlade v odstopu precej elastična, v nekaterih primerih stroga, v drugih pa precej ohlapna. Toda to, kar se je zgodilo danes, presega vse meje. Kot je znano, je Slovenijo ponovno obiskala srbska predsednica vlade Ana Brnabić. Na njenem spisku želja je bil tudi sprehod z Mirom Cerarjem po centru Ljubljane. In tukaj se je zapletlo. Raziskovanje prestolnice namreč ne sodi med tekoče posle odstopljenega premierja. Kabinet vlade je zato moral najeti profesionalnega vodiča, ki je bil povrh vsega še Štajerc. Poglejmo to komedijo. Ste imeli verjetno problem s parkingom, ne, ko ste prišli? Da. To je ta Ljubljana, skozi samo gužo, pa nimaš kje parkirati, tanko pa lahko, te pa samo lupijo 2 € na uro, da na šodro parkiram, lepo te prosim. Če bi prišli k nam Maribor na obisk, bi videli, kako se da to porihtati. Tam je dobro, zdaj smo pač tu, tako da gremo malo tu dol proti reki. Zdaj boste videli, da to ni, ne vem kakva reka zdaj, ne, to ni Drava, ne, to ta Ljubljanica je tak za 2 čolna, ne. Tu dol je še en toti mali most, Šušmarski most, kaj je že nič posebnega. Ful teh mostov, to Janković Kuj gradi, tak na 200 metrov je že skoro most. Po mojem ima plan, da itak celo reko pozida, pa pol prodaja parcele. Zdaj meni osebno Ljubljana ni, ne vem kaj, ampak tu pa tam pa vseeno ponudi res kaj posebnega. Recimo konkretno tu doli, ko zdaj pridemo, boste videli ene velike štenge in tam je skozi ful klošarov, tak da jih po 20 jih zbere in je zanimivo zavijati. Tu gor je Mek, če bi kdo hotel kaj pojesti na hitro, jaz kam drugam ne bi priporočil iti, ker v toti Ljubljani so tak nabite cene, da je tak brez veze. Pa da vam zaračunajo šalco čaja 4 €, pa kaj si ti, Janor? To je samo voda, pa listi not, to se v Mariboru ne more zgoditi, ne? Oprostite, ampak moram se malo umešati. Maribor je sicer lepo mesto, ampak zdaj smo vendar v Ljubljani, no. Mogoče bi bilo vseeno lepo, če bi naši gosti povedali še kakšne zgodovinske zanimivosti. Čuta, to je to, kaj je pač zavijati od Ljubljane. Jaz imam novo skupino čez 10 minut, vidva samo pičita tu direkt dol, pa prijeta nazaj do gor. No, če dovolite, pa predlagam, da greva nazaj grede do enega mojega prijatelja, ki ima spodaj albansko restauracijo, odlična hrana, konjak, fajn ambient, vam bo všeč. Ni pocen, je pa dober. Pred športom pa še malo o tako imenovani degenerirani oziroma izrojeni umetnosti. Tokrat ne bo govora o parazitskih kulturnikih, ampak o zanimivi živalski predstavi z naslovom Levi in Levinje, ki jo je za svoje člane pripravilo vodstvo Levice. Poglejmo, kako so rjoveli. Dobar dan. Ste naštudirali? Ja, smo vadili, super bo. Živjo. Čez 15 minut smo boje gor. Okej. Daj mi roko. Ja. Daj mi roko. Kralje ulice, dolgo Kralje ulice, zelice, če izberamo Kralje ulice. Lej, mene je vseeno, kjer barve, a razumeš? Sam bi lahko ima povedal, da smo zdaj prišli tu z rdeči na zeleno, ne? Preden so šla brez veze nabavljati ta novi pulover, pa ta šal pa vse. Živjo. Pravijo, da te ni bilo na vajah. Sem posta. Upam, da veš, kaj delamo, da ne boš špeculirala. Sorry, nisem mogla prej. Neki sem bila. Sam ne zajebat. Ne bom. Ja. Če rata trčku bo tudi medgle, jaz bom čisto odzadnji stala, pa bo delali tako, kot vi delate. Jaz bom sam usta odpirala, sam bom tih, da ne bom kaj zamočila. Mal folka je, a še počakamo. Ne vem. A bo šla v dvorano? A na leve? Ja, Ni šanse. Videli bomo poseben performans, doslej še nikoli nikjer izvajan. Zaploskajte, kajti pred vami so Levi in Levinje. Gremo!
Dober večer, še nekaj novic iz sveta športa. Goran Dragić je še enkrat jasno in glasno povedal, da ga lahko v zvezi s slovensko reprezentanco odpišemo. Ne vem, zakaj ga novinarji nenehno posiljujejo s tem vprašanjem, ko pa ima človek na drugi strani Atlantika res veliko dela. Ne samo, da se je svojim Miamijem uvrstil v končnico, svoje zahtevajo tudi gospodinjska opravila, saj doma nima ne čistilke, ne vrtnarja. Veliko, mislim, mi imamo največjo bajto ulici, pa je to kar velika ulica. Mislim, je nekaj dražjih hiš, sam so manjše, pa naša največja pačin je veliko dela s tem, že sam puncanje tal, brisanje prahu. A veste, koliko zaves je te oprati, če imaš res ful visokih oken. In zdaj se začenja sezona dela na vrtu, tako da pomlad zna biti letos kar naporna. Letos imam v načrtu gojiti bombaž, a ne? Sem vprašal fante iz kluba, če mi prišli pomagati na vrtu, pa pravijo, da žal nimajo časa in jih štekam. Na državnem kolesarskem prvenstvu v ekipnem kronometru je presenetljivo slavila ekipa iz Sevnice, ki ni sodila niti v širši krog favoritov. Z revolucionarnim konferenc bajkom in harmonko so dobesedno deklasirali vse tekmece. Poglejmo kratko reportažo. Zdaj tako, v pravilih piše, da mora v ekipi biti od 3 do 6 kolesarjev, nikjer pa ne piše, da mora imeti 6 koles, tako da po moje je vse okej. Okej, poj so prijavljeni. No, fanti, a dopinga je bilo okej? Vsak je na pivo. Dober, bom kar napisal, da ne. Zdaj bomo začeli. Štart je tle gor na avtobusni, a smo pripravljeni? Lahko začnemo? Mi smo redi! Okej, kar na štart. Že smo priča štartu državnega prvenstva v ekipnem kronometru, kjer je zelena ekipa štartala in ima zelo dober čas, sploh v tem prvem delu, beli so pa v vodstvu trenutno. Ja, beli so res v vodstvu, ampak tlele še dosti drugih ekip. Rumeni tukaj so pa zmagovalci dirke, mislim, da... Tle harmonka v igri in mislim, da predvsem v fotofinišu oni znajo profitirati, ker se meh raztegne. Se pravi, s harmonko lahko zmagaš ti kolesarsko dirko. Ne, da zmagaš sem tako, a vidiš, stotinke so tle, a ne? Stotinke sekunde v razmehovanju meha, ne? Ja, tako da jaz mislim, da za drug let pa še kakšen klarinet, trobenta pa in kontrabas. In to je prihodnost kolesarstva. Ja, muska, ne, z ljudje Slovencem je to rad. No, naj dodam, da so to kolo skonstruirali v Nemčiji, stane pa blizu 10 000 evrov, kar je približno toliko, kot stane kolo profesionalnega kolesarja. Tako, zdaj pa na vrsti estrada z Lorello Flego. Čao, začenja se sezona političnih piknikov. V SDS, prvi lastovki slovenske pomladi, so streljali na glinaste rdečkarje. Po pričakovanju je blestel predsednik Janša, ki je tako že 15. zapored osvojil prestižni pokal Jožeta Pučnika. Poglejmo kratek utrinek s podelitve. Janez Janša, naš predsednik in heroj! Janša, heroj! Naj povem, da odkar prerejamo turnir v streljanju na glinaste rdečkarje, še ne bilo nikogar, ki bi premagal Janeza. Tokrat je vseh tarč grešil samo eno testo z obrazom Branka Grimsa. Branko legenda! Razbijmo jo! To je bil prizor, ob katerem bi vsak pravi domoljub moral zajokati. A kaj, ko moški ne jočejo? Tak je naslov novega bosanskega filma, ki je nastal v delni slovenski koprodukciji. V njem je vidno vlogo odigral tudi naš Sebastian Cavazza. O moških, ki jočejo, je povedal tole. Moški, ki joka, ni pravi. Tradicionalno se je tako govorilo in po mojem mnenju pa bo zelo šovinistično izpadlo, kar bom povedal. Ampak je treba o tem govoriti, preden rata vse poženščina. Ta feminizem škoduje družbi, ne? Zato je pravi moški pomemben, zato se pač jokati ne sme, ker moški, ki se cmerje, v bistvu zame pusi ali pa gej. Gledali ste Izmišljene novice. Vidimo se naslednjo soboto, lahko noč in miren spanec.